Sledeči program je posnet s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Svetopismo pravi, da smo več kot zavojevalci. Mislite, da smo več kakor zavojevalci, pomeni, da se zavedate, da boste zmagali, še preden se boj začne. Zaradi tega vas ni treba biti več strah stvari. In bili smo prestrašeni, vsi smo bili v začetku prestrašeni. Bali smo se vseh mogočih stvari. Bali smo se, da Bog ne bo poskrbel za naše potrebe. Bali smo se tega ali onega. Vendar bolj, ko se poglobite v Bogu, manj strahu bi moralo biti v vašem življenju. Prvo Janezovo pismo pravi, popolna ljubezen strah prežene. Ko spoznamo izbrano Božjo ljubezen, bo izgnala strah, kajti strah povzroči bolečino in Bog noče, da bi zaradi tega trpeli. Torej, Jezus je sledil Svetemu Duhu, ko ga je napadel Satan. Ponavadi rečem, da vas bo hudič dvakrat napadel, ko boste delali nekaj prav in drugič, ko boste storili kaj narobe. Tako vam ni potrebno gotoviti, kateri je, ampak samo, da uspešno prestanete preskušnjo. Tiste dni ni nič jedel in ko so ti dnevi minili, je postal lačen. Preden grem naprej, vam hočem povedati, da Satan ni napadel, preden se ni prepričal, da je Jezus lačen, zelo utrujen in slaboten. To je tudi eden izmed razlogov, zakaj sem porabila toliko časa v zadnjih nekaj letih, da poskušam povedati ljudem, kako je pomembno, da fizično skrbijo zase. Včasih mislimo, da je vse samo duhovno. To ni res. Bog nam je dal telo. Dal nam je duha, imamo razum, čustva. Mi moramo skrbeti zase in to celostno. Kajti, če smo slabotni na enem področju, potem je to tisto področje, kjer vas bo hudič napadal. Če ste ves čas utrujeni, bo zelo težko, da boste hodili v ljubezni. Če ste ves čas utrujeni, bolni, izmučeni, nimate dovolj spanca, ne boste mogli čutiti, da bi molili. Težko boste slišali od Boga. Ko pride nad vas hudič, ne boste mogli odbiti njegovega napada v vašem umu, ker boste preveč utrujeni, da bi se s tem ubadali. Tako nekateri lahko naredijo sebi veliko uslugo in to vam pravim iskreno. Niti ne veste, kako močno lahko spremenite svoje življenje, če se boste vzeli 1 leto in začeli skrbeti za svoje zdravje. Naspite se, popijte več vode, telovadite, veste, imajte nekaj dobrih, zdravih navad. Jaz imam toliko težav s hudičem, ne govori mi nekaj takšnega. Koliko izmed vas se zaveda, da je vse skupaj zelo povezano? Odkrito vam lahko povem, da sem v določenem trenutku bila pred temi pravili in sem se počutila tako mizerno bedno, da nisem vedela, kako bi postavila eno nogo pred drugo. Bila sem v takšnem stresnem položaju od preveč dela in nisem imela dovolj počitka, pa čeprav sem delala vse v Jezusovem imenu, vendar naj vam nekaj povem. V Jezusovem imenu ne smete zlomiti njegovih pravil. Tudi če si mislite, da delate za Boga, boste še vedno imeli isti rezultat v svojem življenju. In povem vam, da sem dopolnila 69 let in povem vam, da se počutim bolje. Da, počutim se bolje, mislim, da se počutim bolje kot kdajkoli v življenju. Mislim, imam zalet. Mnogi mladi ljudje, ki z mano potujejo, so večkrat bolj utrujeni. In jaz vam hočem samo povedati, da če resnično hočete, da Bog deluje po vas in v vas, se morate ogibati tistega področja, ki vas izčrpa in ste ves čas polomija, kajti Satan samo čaka na to. Ali ni tako? Ali ni veliko težje, ko ste utrujeni, da bi molili ali storili karkoli drugega? In kaj potem se hočemo? Bog, samo da me ti ozdraviš. On pa si morda misli, spraviti te moram v posteljo. Moral boš prenehati jesti 1,5 kila sladkorja na teden. Vem, da si mislite, nisem prišel sem kaj za tole, jaz imam resnične probleme. Mislim, sestra, jaz imam resnične probleme. Jaz vam samo pravim, da je vse prepleteno. Mislim, vse je povezano. Veste, danes
veliko slišimo o celovitosti in Bog je zares holističen. On hoče, da smo celostni. Telo, duša, duh, hotenje, čustva. On hoče, da imamo čudovito družabno življenje in finančno življenje. On hoče, da imamo dobre prijatelje, da se dobro počutimo. Gotovo razumemo, da ni Božja volja, da se zjutraj vstanemo in se samo vlečemo skozi dan. O, moj Bog, tako sem bolana, naveličena vsega. Ne vem, če bom to zmogla. O, moj Jezus, prosim, hitro pridi, da me rešiš. Amen. Torej, Jezus je zagotovo bil utrujen. Postil se je 40 dni, bil je v puščavi. Tam zunaj je bilo vse drugače. Hudič mu je rekel, v 3. vrstici, hočem, da razumete, da ga je čakal. Z vami hočem biti odkrita, naučiti se moramo, kako poskrbeti zase, ko se bo to predavanje končalo. Kaj ti hočem vam povedati, ne glede na to, kaj si mislite, da je to težko delo. In mogoče ni samo to fizično potovanje in da sem na različnih koncih sveta in v različnih časovnih pasovih. 2 uri je razlike in ko bom danes končala zvečer ob 21:10 ali nekaj takšnega, bo moje telo mislilo, da je že 23:10. Ponavadi pa grem v posteljo ob 8:30 zvečer. Torej bom daleč za ostanku. Ne glede na okoliščine, vendar je že minil moj čas za spanje. In veste, da sem nekoliko izključila čustva in vendar sem se naučila, da če nisem pazljiva, ne počnem več tega, kar sem se naučila boljše, vendar pa sploh ne bi bilo tako nenavadno. Ko sem nekoč prišla domov po eni takih konferenc in sem se jezila na Davida, ker je hotel iti ven igrati golf. In jaz sem sedela doma sama in se jokala ves dan in se smilila sama sebi. O, moj Bog, David nič ne skrbi zame, odšel je ven igrati golf. Sedaj se ne ukvarjam več s takim neumnim obnašanjem. Hudiču ne dam niti enega trenutka svojega časa ali energije. Vendar veste, kaj se moram naučiti, da storim. In to ni moja najljubša stvar, kajti če sem ves konec tedna počevala, potem hočem iti ven ali kaj početi. Vendar se moram naučiti, da v nedeljo velikokrat ostanem doma, pa če tudi gre mož David ven in ga včasih še sama spodbudim k temu. Jaz pa ostanem doma in sem tiho, čisto mirno in božam svojega psa. Samo da si oddahne. Amen. Potem sem v ponedeljek zjutraj popolnoma pripravljena. Če ne skrbite zase, bo hudič zmagal in jaz tega nočem. Tako hočem biti prepričana, da jasno vidite, kako se je Jezus počutil. Takrat verjetno najslabše. Na to mu je hudič govoril. Rada imam ta odlomek. Če si Božji sin. Prva stvar, ki jo je napadel, je bila njegova identiteta. No, kdo pa si misliš, da si? Če si Božji sin, reci temu kamnu, da postane kruh. Samo dokaži, kdo si. Veste kaj? Vi ne boste nikoli svobodni, če boste morali dokazovati, kdo ste. Mi nismo svobodni, če moramo karkoli dokazovati. In Jezus mu je odgovoril, pisano je. Sedaj se Jezus mu odvrne z Božjo besedo. Pisano je, človek naj ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki pride iz Božjih ust. On v resnici govori, veš, lačen sem, vendar lahko ostanem brez kruha, če to moram, vendar pa nikakor ne morem brez Božje besede. Nato ga je hudič povedal gor in mu v hipu pokazal vsa kraljestva sveta in mu je rekel, tebi bom dal vso to oblast in njihovo slavo, zvišenost, sijaj, izvrstnost, privlačnost, kajti meni je izročena. No, kdo je dal to hudiču? Adam je to storil. Moramo se napotiti nazaj k prvi Mojzesovi knjigi, da je Bog dal Adamu oblast in moč nad vsem. On je to dal sovražniku, ko ni ubogal Boga. Vendar Jezus je prišel in mu odvzel nazaj in jo hoče dati nam na razpolago.
Hoče nam jo podariti, vendar je ne bomo dobili, če bomo ležali na kavču cel dan, jedli čips in gledali španske nadaljevanke. Tukaj smo sredi vojne. Čas je, da uporabite orožje. Ko se zjutraj vstanete in odprete usta, pojdite v pižami okrog po hiši in recite: jaz imam pravičnost po Jezusu Kristusu, imam oblast nad sovražnikom in danes mi ne bo pokvaril dneva. Hudič mu je pokazal vsa kraljestva. Poglej na vse to, kar ti lahko dam. Vse to je moje. Lahko ti vse to dam in jo dam komur hočem, če namreč mene počastiš, bo vsa tvoja. Samo enkrat me počastiš. In nikar ne verjemite laži, da bi bilo samo enkrat. Kaj mu je poskušal ponuditi? Če napravijo majhen sporazum, ti ne bo treba čakati na Boga, ampak ti to lahko jaz takoj ponudim. Veste, povedal mu je, da mu bo dal oblast. Mislil je oblast nad ljudmi. Satan mu je rekel: dal ti bom oblast. Veste, na misel mi je prišlo, da bi takrat Jezus lahko vzel to svetno oblast, ki mu jo Satan nudil. Vendar, če bi to storil, bi izgubil svojo oblast nad Satanom. Sprašujem se, kolikokrat mi sami napravimo tak kompromis, da bi si pridobili kaj, česar nam Bog še ni pripravljen dati. Dajte no, rada bi, da bi to razumeli. Ne delajte sporazumov, da bi si prehitro pridobili to, kar želite. Počakajte, da vam Bog sam to da. Če grešite, da do nečesa pridete, potem tega ne potrebujete. Nočemo napraviti sporazumov, da bi to storili. Bolje, da vse izgubite, kakor da bi zavestno in namenoma šli v sporazum s hudičem ter vse izgubili. In Jezus mu je odvrnil: postavi se za mano, Satan. Tudi mi bi morali včasih to uporabiti. Ko čutite, da hudič napada vaš recite: utihni. Ti lažeš. Pojdi od mene. Kaj ti pisano je, da naj se poklonite Gospodu in ga slavite ter samo njemu služite. Potem ga je hudič odvedel v Jeruzalem, ga postavil na rob templja in mu rekel: če si Božji sin. Pomislite, kako je težko po naravi, kajti Jezus je bil v polnosti človek in v polnosti Bog. On je imel izkustvo vse človeške narave, ki jo mi sami doživljamo in preživljamo. Bil je utrujen, bil je lačen, hudič mu je lagal, vse te misli so obkrožile njegov In z Božjim delom njegove narave bi lahko to storil, kak čudež, če bi hotel. In hudič ga je poskušal pripraviti do nečesa, česar Bog Oče ni hotel. Bog je želel, da pride to skešnjavo v polnosti kakor človek, da nam dokaže, da lahko tudi mi sami zdržimo vsako satanovo skušnjavo, če bomo začeli izgovarjati to, kar je sam izgovarjal. Pisano je, pisano je. Bolj moramo verjeti Božji besedi, kakor verjamemo čemurkoli drugemu. Naj to postane vaša nova resničnost. Sedaj si hočem vzeti nekaj minut in govoriti o tej vrstici, kjer mu je hudič rekel: dam ti vse te stvari. Dam ti denar, dam ti moč, dam ti oblast, dam ti vsa kraljestva sveta. Zdi se mi modro, da se za trenutek ustavim in rečem, moramo biti previdni glede stvari. Danes je na razpolago več stvari, kakor kdajkoli prej v zgodovini. In je skoraj neverjetno, kaj vse imamo, kar posedujemo. Zavedam se, da mogoče mislite, da nimate veliko, vendar naj vam nekaj povem. Zadnjič sem premišljavala. Ko sem bila še najstnica, sem imela morda takole široko omaro, kot je ta govorniški oder, in približno tako visoko. In imela sem 7 oblek. Ponedeljek sem nosila modro, rumeno v torek, zeleno v sredo. Imela sem 2 para čevljev in 1 torbo. In to je veliko, veliko manj, kot imam sedaj. Naj vam nekaj povem. Včasih sem zmedena nad tem, kaj bi oblekla, ker imam toliko izbire. Preden sem prišla sem, kaj sem se že 2-krat preoblekla.
In verjamem, da me Bog blagoslavlja, ko izrečem to, kar izrečem. Jaz vam ne govorim, da Bog ne bi hotel, da bi imeli lepe stvari. Verjamem, da On to želi, vendar moramo biti zelo previdni. Da nimamo preveč radi stvari, tako da bi začeli barantati svojo integriteto, poštenostjo ali s čim drugim. Če morate lagati, da bi obdržali delo, ker dobite veliko denarja na tem delovnem mestu, bi bilo za vas bolje, da bi zaslužili manj in bili v skladnosti z Bogom. Dajte no. In jaz vam lahko pokažem čudovite odlomke iz Svetega pisma, ki govorijo o pozornosti nad požrešnostjo. Povedala vam nekaj, kar se mi je zgodilo ta teden. Ni o stvarih, vendar vseeno. Vi veste, da včasih hočemo stvari in če jih ne dobimo, je za nas težko, ko vidimo nekoga drugega, da jih je prejel. Težko je zaupati v Boga, da je to, kar nam daje, dovolj veliko in da se veselimo za to drugo osebo, ki je prejela, kar smo mi želeli. Tako je v hišo prišla neka revija pretekli teden, ki je na naslovnici imela nekega pridigarja, ki ga poznam in ga cenim. Vendar pa je bila to ista revija, ki mi je odklonila, da bi pisala članek o meni. In ko sem to videla, je takoj Satan vsadil misel v moj in sem postala ljubosumna. Čutila sem ljubosumnost in takoj sem rekla, ne, veselim se zanj. In na glas sem izrekla, ko sem bila v kuhinji, Bog, če ti hočeš, da sem v tej reviji, potem me boš tudi tja postavil. In če tega nočeš, potem tudi jaz nočem. Hudiču morate znati odgovoriti. To vam pravim zaradi tega, ker vsakdo se čuti kdaj napadenega. Vsakdo. Nikoli ne morete postati tako duhovni, da hudič ne bi mogel več lagati vam. Nikoli ne morete postati tako duhovni, da sovražnik ne bi poskušal presediti vaših čustev. Pred nekaj tedni so se mi zgodile zanimive stvari. Pišem knjigo, ki jo bom izdala jeseni. Ne bomo začeli s tem, vendar se vedno približujemo 1 leto naprej. In vi, ali so vam všeč knjige, ki jih pišem? In tako sem oblikovala eno poglavje ali skupek poglavij o vzrokih odklonitve in kako se mi sami lahko obranimo pred bolečino zavrženosti. Tako sem šla nekam v trgovino in gospa me je prepoznala. Pritekla je za pulta in rekla, ne morem verjeti, da ste v naši trgovini. A vas lahko objamem? No, skoraj me je zadavila. Tako smo se objemali in potem, bodite pozorni sedaj, saj oblikujem to knjigo o odklanjanju. Ona je rekla, ne zanima me, kaj drugi pravijo o vas, jaz mislim, da ste čudoviti. Vendar tu je neka točka, ki jo ustvari duhovna rast. Pred 20 leti bi letala naokrog in poskušala izvedeti, kdo je kaj rekel in kaj so rekli o meni, potem bi se jim postavila po robi in se skušala braniti. In sedaj, kakor ponavadi, sem iz tega naredila šalo. Mislila sem si, da je tako zanimivo, kajti sama dobro vem, kdo sem v Kristusu. Ja, želim si, da bi me imeli vsi radi, vendar veste, zakaj se sedaj za to ne sekiram, ker že dolgo vem, da to ni res, ampak to ni moj problem. Če me nimate radi, je to vaš problem in ne moj. Bog me je ustvaril. Tako vam sedaj pravim, da ima vsakdo kakšno priložnost. Vsakdo v svojem zavrže nekaj. Niste samo vi, ampak je to vsakdo in vi imate orožje, da lahko premagate to trdnjavo, ki jo je Satan poskušal zgraditi v vašem In prvo orožje, ki ga imate, je Božja beseda in jo morate redno uporabljati. Ali lahko na to rečete amen? Za vas hočem končati ta odlomek iz Lukovega evangelija, ker je tako močan. 12. vrstica. Jezus je odgovoril in rekel, ne preizkušaj Gospoda svojega Boga, ko je hudič končal s vsemi skušnjavami, s celotnim krogom skušnjav. Mislim, da je to zanimivo, kajti včasih pride cel kup skušnjav.
Vsakdo, ki je prav sedaj v težkem boju in si samo mislite, kdaj bo vsega tega konec, no, včasih pridejo preizkušnje v ciklih in vi veste, kaj morate reči. Ne recite, kdaj se bo končalo, kdaj se bo končalo. Samo recite, vse to bo enkrat minilo, prišlo bo do konca. Nato se je hudič umaknil od njega do določenega časa. Zapustil ga je do tistega trenutka, ko bo več priložnosti zanj. Torej, če tudi je Jezus uspešno opravil vse te preizkušnje, je hudič rekel, dobro, v redu, premagal se me in jaz se bom sedaj umaknil in te bom opazoval, dokler se zame ne bo prikazala neka nova priložnost. Vi veste, da Sveto pismo pravi, molite in bodite budni. In to ne pomeni, da ste pozorni na vse druge in imate mnenje o njihovem početju. To pomeni, da ste pozorni nase, na svoje slabosti in kaj poskuša sovražnik napraviti. In potem molite. Drugo orožje, ki se nekako prepleta z Božjim svetom, vendar na drugačen način, je orožje slavljenja in češčenja. In ko to izrečem, ne govorim samo na nek način o slavljenju in češčenju, ki smo ga imeli danes tukaj, pa čeprav je bilo izredno lepo, čudovito. Zelo sem hvaležna, da imamo tako dobre vodje pri slavljenju, instrumentaliste in pevce, ki nas spremljajo na potovanjih in predavanjih. Vse skupaj postavijo na neko višjo raven. Vendar še posebno mislim, da to slavljenje in češčenje bi se moralo zgoditi v našem osebnem življenju. Bog ne bo iskal samo nekaj ljudi, ki bodo peli nekaj pesmi v nedeljo zjutraj. On išče častilce, ki ga bodo častili. In če ste častilec in je to vaša življenjska drža in način življenja, ki vsebuje hvalo za hvalo Bogu, kar je on storil, govorite o njegovi božanskosti, milosti in moči. Govorite o tem, kaj je Bog storil v vašem življenju, bolj kot da govorite o tem, kaj je storil hudič v vašem življenju. Ali je to petje o Bogu ali namenjeno njemu. Lahko so tudi navdušeni vzkliki, govorica vašega telesa, ploskanje, skakanje, dvignjene roke ali opognjena glava, ki izraža spoštovanje. Nekateri ljudje bi lahko občutili več svobode, če bi bili čisto preprosto vsaj malo bolj navdušeni. Meni se pa zdi, da tole ni zame. Idi zvečer v posteljo. Naj vam preberem zadnji odlomek iz Svetega pisma, ki sem ga sama prebrala prejšnji teden. Seveda je bil ves čas tam, vendar sem ga nekako zgrešila. 5. Mojzesova knjiga, 28. poglavje, 47. in 48. vrstica. Naj vam povem o moči veselja. Rekli boste, nisem vesel, pa postanite srečni. Bodite srečni namenoma. 5. Mojzesova 28. poglavje 47 in 48. Ker nisi z veseljem in zadovoljnim srcem služil Gospodu svojemu Bogu, ko si imel vsega v obilju, s katerim te je blagoslovil, boš služil svojim sovražnikom. Ojojojoj. Ker nisi služil Gospodu z veseljem v svojem umu in srcu. Mi potrebujemo vesel Mi moramo misliti vesele stvari. Moramo misliti o našem blagoslovu in misliti, kako smo mi lahko blagoslov, ter misliti o tem, kako dober je Bog in kaj pomeni biti Božji otrok. Moramo misliti o teh stvareh in o njih govoriti, bolj kot pa imamo navado. In rekel je, če ne boš tako delal, boš nazadnje služil sovražniku. Veste, toliko ljudi pravi, ne vem, kaj Bog hoče, da storim, ne vem, kakšen klic je v mojem življenju, ne vem, kaj naj storim. Psalm 102 pravi, z veseljem služite Gospodu. Veste kaj, če boste srečni, boste tudi Boga napravili srečnega. Če boste malo nasmehnili, boste nasmehnili tudi Boga. Ni vam potrebno, da naredite kaj izredno posebnega, samo bodite srečni skavt, srečen kristjan. Prižgite luč, nasmehnite se, bodite vsak dan komu v blagoslov. Dajte no, pridigam bolje, kot vi reagirate.
Ko darujem misionarski skupini Joyce Meyer, čutim, da sem blagoslov za druge, ker ko ti daruješ njim, se oni razdajo za druge. Nekdo mora plačati, da se oddaje posnamejo, predvajajo, da se lahko natisnejo knjige, ki jih beremo in se toliko iz njih naučimo. Če ti daruješ njim, v resnici daruješ vsem, mnogim ljudem po vsem svetu. Biti partner misionarske skupine Joyce Meyer je zame priložnost povrniti za dobroto. Ti si tu. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.